Vera Kanalc, naš začetek sprememb, turbulence pod Kozolcem na Gorenjskem. Kdor je to gledal, ona je takrat postala ne samo znana v slovenskem prostoru, ampak tudi na svetovnem področju, ker si je drznila javno podvomiti v delovanje uradnega zdravstva. Prosim, Vera, kar dovolj si. Hvala lepa. Najprej hvala za povabilo, da sem lahko tu z vami. Najprej bi se gospodu zahvalila s tem sibirskim borovnicam, midva bova še govorila. Kar se konoplje tiče, sem jaz doživel primer, ker sem ozdravela s konopljo, ampak pač bolezen ulcerozni kolitis, tako da imela sem čudovitega gastroenterologa, da sva sodelovala s farmacijo in z konopljo. Tako da ja, farmacijo sva pustila, sva šla na konopljo in danes tukaj brez zagonov ozdravljena, tako da hvala vsem vam, ki se s tem ukvarjate. Potem se bom dotaknila tele naše zdravnice tukaj, zato ker vem, poznam kar nekaj zdravnikov, ki doživljajo program, jaz bom temu rekla, mislim, ni besede, kaj se dogaja s temi zdravniki, ki govorijo resnico. Prvič zdravniška zbornica sama, potem samodelovno okolje, tako da čudovita si. Ja, vemo, da pač se to dogaja od prvega dne, sploh pa z zdravniki, ki pač niso hoteli iti po tej farmacevtski poti, jaz temu rečem farmakomafija. Tudi ta Svetovna zdravstvena organizacija, ki je omenjena, vemo, da včasih, ko sem še delala, zdaj sem pač 10 let že v pokoju, in sem svoje oddelala, vem, kaj je prve pomenila ta Svetovna zdravstvena organizacija, danes pa vemo, da pač je to plačana od Bill Gatesa in od vseh teh farmacije, kar je, tako da tudi zdravila so se zelo spremenila, imajo več stranskih učinkov. Cepiva so se prej delale v Jugoslaviji, imela so stranske učinke, tega ne bom trdila, da tega ni bilo, tudi zdravila imajo stranske učinke, ampak to, kar je pa zdaj s tem cepivom, je pa katastrofa. Jaz bom povedala tako od začetka, kot se gre, ker zdravniška zbornica, gospa Bojana Beović in ostala naša skupina, svetovalna, jaz tem ne bi rekla glih svetovalna skupina, ampak bolj genocidska skupina, ker se izvaja genocid nad ljudmi. Glede na to vse, kar je v tem cepivu, vemo, ostalo smo še dobili posebne druge dodatke, ampak danes nimam seznama s seboj. Je pa tako, da je Pfizer in Moderna poslala gospe Beovićevi zdravniški zbornici in vem, da pa zdravnikom ne, tako da zdravniki s tem niso seznanjeni, niti s potekom, kako naj bi to cepljenje potekalo. V Pfizerju in v Moderni, glede na to, da so pač naši podpisali naročilnico, ja, in še 2 leti sodelovanja, kar je pač podpisal gospod Poklukar, upam, da to ne bo vodilo potem v to pogodbo, ki bo pač ne bi bila podpisana za tako sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, pa mislim, da 21. ali 23. septembra naslednje leto. Tako da mi moramo biti glasni in se temu odpirati, ker če bo to podpisano z naše strani, vedite, da samo eden bo kihnil in bo sklicana pandemija, ne samo epidemija. In potem se bojo pač naprej izmišljevali, kaj pa kako, pa z različnimi cepivi in tako da nas čaka res hudo, če se ne bomo uprli. Navodila so bila pa taka. V glavnem Pfizer in Moderna pišete tako, da vsak, ki se bo prišel cepiti s tem neznanim cepivom, ki vsebuje tudi snovi, ki so nevarne za človekovo telo. Tako piše. In da mora vsak zdravnik pregledati prve pacienta,
ugotoviti, a je na karkoli alergičen, potem o kroničnih boleznih niste dobili teh navodil. Vem, da ne, tako da ja. V glavnem in zdravnik mora povedati, da vsak tisti, ki se cepi, je preizkuševalec. To se pravi, da vase dobi snov, za katero so vedeli v ozadju, da so zelo grdi stranski učinki, ampak tega se pač ne sme povedati. Zdravnikom jaz vem, da to ni bilo dostavljeno, da zdravniki niso vedeli, ampak ja, da pa se izvaja na njih zelo grd pritisk, če do tega, da ljudi ne pocepijo čim hitrejše in po tekočem traku, ker tega se tako ne dela. Tako da potem piše tudi, da enostavno, če se potem ta človek ne odloči, da se bo cepil, se ga ne sme prisiljevati. To je bilo ravno tako rečeno s strani Evropske skupnosti in pa strani Svetovne zdravstvene organizacije, da prisiljevanja ne sme biti. Pri nas se je pa dogajalo kaj? Prisilno, prostovoljno cepljenje. Glede na to, da kar se je dogajalo, sem bila jaz tudi en teden nazaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Z vsemi dokazi, z vsemi spisi, ampak vse je fake. Nič ni res. Ne glede na to, da je 60,000 svetovnih znanstvenikov, prav specialistov, prav z teh smeri, ki se ukvarjajo z to virologijo, pač povedalo, da to cepivo ni varno. Da tudi glede na to, da sem jaz pisala na Ministrstvo za zdravje in sem vprašala, pač, če je dokaz o tem cepivu, o tem virusu, so mi rekli, da ga ni. Nacionalni inštitut za javno zdravje mi je tudi pismeno potrdil, da o tem ne vejo nič, ravno tako pa dekan Medicinske fakultete v Ljubljani, tako da zdaj res ne vemo, a je ta virus ali ni. V glavnem, cepivo je bilo delano že prej, naročeno je bilo že leta 2018. Ta zgodba, ki se je pa zdaj odvijala v tem času, ta 3 leta, pa ker še ni bilo dodelanega cepiva za en virus, ki ga ni, a ne, bi se mogla pa zgoditi že leta 2017. Tako da se je zamujalo zaradi, ker cepiva ni bilo narejenega in pa tudi aparature niti reagentov še niso imeli. Tako da mislim, da ta tehnologija je šla počasneje, kakor so oni imeli ta namen narediti. Če se kdo spomni, leta 2015 je bilo tudi na naši televiziji prikazano, kaj se dela v Wuhanu. Leta 2015, da pač se dela ena stvar, ki naj bi bila zelo škodljiva za človeka. Tako da potem tisti video nekje izginil, ga je pa že predlansko predvajala nazaj italijanska televizija, hrvaška televizija, naši pa nič. Tako da že veste, da leta 2015 se je govorilo o tem, da pač bo en virus, ki je smrtno nevaren človeku. Se pravi, da je umetno narejeno, in pač tisto, kar vi dobite v sebe, namesto, ni zdravilo, to ni zdravilo, da vam povem, tako da enostavno ima grozno velike stranske učinke, je pa odvisno, Pfizer tudi piše in Moderna noter, da ima 5 stopenj, to se pravi 5 jakosti. Tisti, ki je dobil najmanjšo, je imel zelo malo reakcije, potem pa vsaka doza več, je močnejša in Pfizer napiše na koncu, da tisti, ki dobi najmočnejšo dozo, pa lahko umre takoj ali v 12 do 24 urah. Tako da, glejte, zdravniki, jaz vem, da o tem niste bili obveščeni, da vam ni nobeden povedal, ker to ne bi se skrivalo. Tako da gospa Beovićevi, najlepša hvala. Vemo, da je v Evropi umrlo okrog 1 milijon ljudi že kot stranski učinek cepiva, 4 milijone ljudi je ostalo s stranskimi učinki, eni hujši, eni manjši, od tega je 2 milijona in še nekaj ostalo invalidov, ki ne bojo, pač niso več za delo sposobni.
Kakšni so ti stranski učinki, tisti minimalni, pač veste, ja, tisto, kar oni pravijo, vbod, vnetje, mrzlica, glavobol in tako naprej. Ostalo pa, tako kot jaz dobivam ta poročila, so pa lahko naštejem od glavnem nevrološke težave, vemo, infarkt, kap, ja, to so strdki, ja, ki pač povzročajo infarkt, povzročajo možgansko kap, povzročajo globoko vensko trombozo, povzročajo vnetje osrčnika in so še druge težave tudi, jaz vem, poznam, da pač se lahko tudi oslepi. Glede na to, pri nas imamo eno tako ženo, potem pri nas sta umrla tudi 2 športnika, ki sta se cepila, žal zelo mlada. Naj pa povem, da od začetka so umirali starejši ljudje, a ne, zdaj pa umirajo že mlajši, to je tisto 40 plus, pa tudi 30 plus, tako da boste vedeli, da zdaj večinoma teh mlajših, ampak cepivo ni krivo, ne, da se razumemo. Tudi če ste bili prej popolnoma zdravi, zdravnik bo rekel, cepivo ni krivo, ker imajo taka navodila, sami pa pač niso toliko, da bi piknili zdaj tiste 3 prste na računalnik in zdaj se to tudi vse že dobi na samem internetu, ker pač so mogli dati v javnost, ravno tako Moderna kot Pfizer in vsi ostali. V glavnem, to se bo nadaljevalo, ne upajo pa dati zdaj to cepljenje, čeprav je sprejet ZNBD, kot nujno, kot obvezno, zato ker smo ljudje preveč nestrpni in je ozračje preveč naelektreno. Tako so mi rekli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, tako da tega naj zaenkrat ne bo, bomo videli, kaj bo pa septembra naslednje leto, če bo Svetovna organizacija uspela to, kar pač misli narediti. Upajmo, da ne, mi bomo mogli biti pač glasni. Dela se že na temu, pač da bi šli iz Svetovne zdravstvene organizacije, samo koliko bomo uspešni, pa ne vemo, zato ker vemo, da vsi tisti, ki grejejo stolčke zdaj tam v parlamentu, pač sledijo, jaz bom rekla, tej agendi, čeprav pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, da to ni, a ne. Da vam še povem, samo 2 sta umrla v Sloveniji, čeprav vemo, da športniki padajo, da ljudje umirajo, ampak ker noben zdravnik ne piše tega in ne, mislim, zelo redki zdravniki podajajo naprej stranske učinke, pač ja, sta samo 2 mrtva, obdukcije od začetka se niso smele delati, to veste, tako da imamo tudi eno gospo, jo poznamo, so prav plačali obdukcijo, da so lahko dokazali, da je pač njihov sorodnik umrl zaradi cepiva. Tako da, ja, kar se pa tiče zdaj tega omikrona, ne, pri nas zdaj cepijo z enim cepivom, lahko se najprej cepite z AstraZeneco, potem se lahko cepite z Moderno, mešate te koktejle v sebe, ampak v teh navodilih, ki od AstraZenece in od Moderne lepo piše noter, da enostavno cepiva se med seboj ne smejo mešati. Tako da veste, da tisto, kar je za omikron zdaj narejeno, da v bistvu se ne bi smeli cepiti. Vsa leta, kar sem jaz cepila, jaz sem povedala ljudem, da stranski učinki obstajajo, za vsako cepivo posebej, tako da mi je prav v veselje, čeprav sem zelo rada delala in bi še rada delala, da sem šla v pokoj, da mi teh stvari ni treba izvajati, ampak jaz mislim, da bi prvi dan službo tudi pustila, če bi mi eden rekel, zdaj moraš pa cepiti s tem cepivom. Vsi, ki delamo v zdravstvu, se lahko sklicujemo na 64. člen, ki ja, pač ugovor vesti in če bi to lahko vsi naredili in se temu uprli, pač do tega ne bi prišlo. In pa še nekaj je, a ne, kar se otrok tiče. Glede na to, da je ugotovljeno, da vsi otroci, ki so bili cepljeni, zbolevajo bolj, vemo, da starejši, ki so se cepili, še hujše zbolevajo. V glavnem vse tisto, kar je bilo prej obljubljeno in je bilo vse zlato, vemo, da ni popolnoma nič. Tisti, ki je bil 2-krat cepljen, se ga šteje, kot da ni cepljen.
Tako da s tem cepljenjem, kot je dokazano, smo v bistvu naredili več škode kakor dobrega. V glavnem to cepljenje ni zdravilo, kot so obljubljali, ampak enostavno, ja, ogromno strupa je. Piše tudi AstraZeneca lepo in pa Pfizer, da enostavno, ko so oni delali te preiskave, ne, kako to deluje na jetra, kako pride do jeter, kako se širima mehka tkiva, da pač povzroča raka, predvsem pa levkemije. Enostavno lahko organi tudi odmirajo zaradi tega cepiva. To je pa spet zdaj tisto, pač, katero jakost je kdo dobil. Tako da jaz osebno že od prvega dne pač je za cepivo ne. Moji 4 otroci so prišli k meni, so rekli: "Glej, draga mati, če se boš ti cepila, mi se ne bomo cepili, tako da ne boš kaj tečnarila." Točno tako mi je bilo rečeno. Sem rekla: dobro je, v redu." Se mi je oddahnilo, ravno tako 7 vnukov, nobenih ne bo dal cepiti, tako da je pač to. Ja, to ni cepivo, to je enostavno strup, stranski učinki so grdi, zdravniki o tem niso bili obveščeni, tudi ne o poteku, ne o drugih stvarih. Vemo pa, da smo imeli že zdravila, kot je Ivermectin in še eno drugo, s katerim, čeprav pravijo, ja, to je zdravilo za konje, ni res. Vemo, da je bilo to zdravilo prej lahko na recept pisano, potem so ga pa enostavno dali iz prodaje ven, razen za ljudi z revmatičnimi obolenji. Tako da, da ne bi zmanjkalo za njih, če se bomo s tem zdravili. Vemo pa, da v Italiji so pozdravili, mislim, da 10.000 ljudi s tem Ivermectinom. Pa še nekaj povem. Doktor Štrukelj, ki je bil tudi na vseh medijih in ki je pripovedoval: "Cepite se, koliko je cepivo zdravo, kako je to super." On je delal ta prve raziskavo in je imel 100 ljudi, katerih je ene zdravil z Ivermectinom, ene pa s placebom, in na koncu je bila njegova izjava, da Ivermectin daje čudovite rezultate. Ne, dokler ga pač ne politika oziroma ne farmacija, bolj politika ga je umaknila z tega ven, da bi se s tem zdravili. V glavnem, ja, je pa dovolj naravnih stvari, tako kot so že povedali, ker farmacija je danes, ni več tista farmacija, tako kar je bilo včasih, ampak vsaka stvar, ko je, odpreš usta, tudi če ni, evo, to je to. Nekateri starši celo zahtevajo za otroke, ma vam povem, počakajte z antibiotiki, počakajte z vsemi temi stvarmi vsaj 3-4 dni, če je res nekaj hujšega, v redu, boste pač dobili zdravila, če ne, pejte pa res na te naravne stvari, ki jih pač tu naši predstavljajo. In pa ja, živimo zemljo in živimo s temi našimi naravnimi stvarmi. Dajmo se tu zdraviti, ker ja, farmacija ni več farmacija, je pač farmakomafija. Toliko z moje strani.